kako Robert Golob in Tina Gaber izkoriščata krščanstvo, ko ima to koristi, in ga preganjata, ko ima ne. Golob in Gaber sta se udeležila inauguracije papeža Leona XIV. In kot vedno to izkoristila za samo promocijo, medtem ko vlada istega človeka ob določenih priložnostih preganja katoličane tu v Sloveniji. Spominjamo se, kako je moralo pri Leskovcu pri Krškem odpasti martinovanje, potem ko je odpadla ministrica Stojmenova Duh, ki ni ne Slovenka, ne katoličanka, besno odreagirala, da duhovnik na tradicionalnem dogodku nima kaj početi. S pomočjo kolegice iz Gibanja Svoboda, Tamare Vonta, so to skušali prikazati, bodisi kot težavo zaradi prisotnosti alkohola v šolskih prostorih, čeprav je šlo za dogodek izven šolskega časa in povrh vsega še na soboto. Ko je v Kamniku bil povabljen duhovnik, da bi po slovenski tradiciji blagoslovil prizidek k šoli, smo bili spet priča pogromu, tokrat z utemeljitvijo, da duhovnik nima kaj iskati v šoli. Istočasno pa podmladek Gibanja Svoboda na družbenih omrežjih sproža lasten pogrom z izjavami, da pohodi za življenje, ki niso državni in nimajo veze z državo, nimajo kaj iskati v Sloveniji in da mora biti država ločena od cerkve. Ko pa njihov predsednik stranke izkorišča isto vero za lastno promocijo, so pa tiho.